verzijo je WordPress verjetno naredil kar največ sprememb do sedaj v celotni zgodovini. Sedaj je na voljo z novim urejevalnikom besedila oziroma page builderjem Gutenberg. Ta urejevalnik izgleda precej drugače in se malo drugače uporabljati. V tem videu pokažem, kako izgleda in kako ga uporabljaš. Preden pa gremo na sam urejevalnik, naj te samo opozorim. Če tvoja spletna stran še ni posodobljena, preden jo posodobiš, nujno naredi celotno varnostno kopijo. Prihaja namreč do kar nekaj težav, ker vse teme še niso 100% prilagojene in ne podpirajo 100% tega novega updata. Tako, pa smo že v nadzorni plošči WordPressa, kjer na prvi pogled ni nekih blaznih sprememb. So vidne bolj takrat, ko se lotimo dodajanja oziroma urejanja strani oziroma prispevkov. Pa če gremo kar na strani in dodaj novo, tukaj pa že vidimo nekaj sprememb v samem izgledu tega urejevalnika. Najprej zgoraj imamo plusek, kjer lahko dodajamo bloke. To so torej bloki vsebine, ki jih dodajamo na stran. S klikom na blok se ti odprejo različne možnosti, kjer lahko izbereš vsebino, ki jo želiš dodati. In sicer, če recimo želiš dodati tekst, če želiš dodati sliko, če želiš dodati stolpce, če želiš dodati tabelo. Ta tabelca je nekaj čisto novega, kar je zelo uporabno, kadar želimo torej vstaviti tabelo. Potem imaš gumbke, kjer lahko razveljaviš spremembe. Sledi editor oziroma urejevalnik besedila, kjer se doda naslov in pa ti posamezni bloki oziroma glavna vsebina. Zdaj spodaj imam jaz tukaj nameščen vtičnik za SEO, zato so tudi te nastavitve tukaj mogoče. Potem imamo pa na desni strani še stolpec, kjer je možen predogled, objava. Te settings oziroma nastavitve v bistvu skrijejo desni stolpec ali ga prikažejo in pa možnost več, kjer imamo različne poglede. Zdaj, kar je tukaj zelo uporabno, je predvsem ta editor, kjer je možno urejati besedila torej preko tega Visual Editor ali pa Code Editor. Te dve funkcionalnosti sta prej bile kot dva zavihka desno zgoraj. Torej, če kliknemo na Code Editor, lahko besedilo vstavljamo v HTML obliki, torej kot kodo. Pa če preklopim za enkrat nazaj in to izključimo, lahko potem tukaj pri dokumentu torej določimo, kakšna je vidljivost te strani, torej ali je javno dostopna, privatno ali je zaščitena z geslom. Potem jo lahko objavimo takoj ali pa nastavimo datum in pa čas. To je tukaj recimo velika novost, ki je meni zelo všeč, se lahko veliko hitreje, enostavneje v bistvu določiš datum in pa čas, kdaj želiš, da bo ta stran javno dostopna. Potem določimo še prikazno sliko, po želji omogočimo komentarje, atribute strani, torej če je stran kateri nadrejena oziroma podrejena, in pa določimo še vrstni red. Pa če gremo kar recimo, da dodamo nek naslov, pač ga enostavno natipkamo, nato pa začnemo dodajati različne vsebine. Te vsebine se torej dodajajo v blokih. Bloke pa lahko dodajamo na različne načine, in sicer z pluskom tukaj na levi strani ali pa zgoraj. V bistvu je enaka funkcionalnost, pač kar nam je lažje. In če najprej dodamo blok, kjer želimo v bistvu dodati neko besedilo, dodamo torej besedilo in napišemo nek tekst, ki ga želimo. Zdaj, če gremo z miško čez to besedilo, se nam potem zgoraj prikaže neke osnovne nastavitve za urejanje besedila. To je v bistvu značilno za ta nov urejevalnik. Zdaj, če bi želeli imeti urejevalnik besedila, samo za besedilo, takšnega kot prej, potem lahko dodamo nov blok, in sicer izberemo Classic, in se nam doda torej ta nov Classic blok, in če kliknemo nanj, lahko dodajamo nova besedila. Zdaj, kaj je zelo uporabno pri tem Classic bloku, je še to, da včasih imamo nameščene še kakšne vtičnike, kjer so tukaj še različne bližnjice za dodajanje teh shortcodes. Torej, če želimo urejati besedila v tem osnovnem klasičnem urejevalniku, pač samo zberemo blok Classic. Kar je zelo fino je torej, da lahko dodajamo potem tudi različne slikce, torej izberemo blok Image in pri imidžu lahko potem enostavno naložimo ali pa izberemo že naložene
fotografije in ko imamo fotografijo naloženo, lahko zelo hitro recimo določimo njeno pozicijo oziroma poravnavo, ali je levo poravnana, sredinsko ali desno, ali je čez celo, ali pač kakorkoli si že želimo. Zdaj, kar je zelo uporabno, lahko dodamo torej še napis in pa na desni strani imamo v bistvu določen blok, se nam na zavihku blok dodajo posamezne nastavitve, ki smo jih prej mogli v bistvu z malo več kliki tudi urejati. Sedaj pa lahko recimo na desnem takoj na hitro uredimo vsebino in sicer dodamo ta alt tekst. To je tekst, ki se prikaže, kadar iz kakšnega koli razloga se slika uporabniku ne more prikazovati in ta tekst je zelo pomemben tudi za Google. Zato toplo priporočam, da se ta tekst vedno izpolni, potem lahko na hitro izberemo velikost ali jo natančneje določimo, dodamo torej tudi link, nato pa dodamo lahko še tudi CSS klas. In potem lahko dodamo enostavno še predogled in enostavno, če smo zadovoljni z stranjo, jo samo še objavimo. In to je v bistvu vse zelo podobno oziroma z nekaj malimi spremembami se podobno urejajo tudi prispevki. In sicer hitro še to, prispevki in pa dodaj nov. In v bistvu vidimo, da je urevalnik dokaj podobno oziroma enostavno lahko dodamo torej naslov prispevka, nato dodamo blok, ki je lahko torej besedilo, slika ali pač karkoli drugega. Zdaj, kar je razlika, je bolj ali manj v tem zavihku dokument, ta desna stran, kjer so dodane še kategorije, torej da lahko zberemo kategorijo, dodamo oznake, določimo prikazno sliko, ampak se to je tudi na straneh, povzetek in tako naprej. Pač vse te specifike za posamezno objavo. Ta desni stolpec oziroma tudi spodaj lahko imaš pač različne nastavitve. To je odvisno predvsem od tega, kakšno temo uporabljaš in pa če imaš mogoče še kakšne dodatne vtičnike, ki ponujajo kakšne dodatne funkcionalnosti. Zdaj, še ena stvar, ki tukaj mogoče ni na prvi pogled vidna, je urejanje URL-jev, torej URL za posamezni prispevek oziroma za posamezno stran, ki je bila takoj vidna. In sicer do tega pridemo tako, da kliknemo na naslov prispevka in se nam potem zgoraj prikaže ta link. Zdaj, ker to ni shranjeno, če damo publish, se nam tako potem generira na podlagi tega naslova ta pravi URL naslov. Če želimo, ga seveda pa lahko tudi uredimo. To je torej nov urevalnik Gutenberg. Nekaterim je bolj všeč, nekaterim manj. Me pa zanima in te vabim, da svoj komentar oziroma svoje mnenje zapišeš spodaj v komentar. A ti je všeč, a ti ni všeč, kaj ti je najbolj všeč, kaj ti ni všeč. Zdaj, za vse tiste, ki vam ta urevalnik zares ni všeč in ga ne želite uporabljati, lahko še vedno namestite vtičnik Classic Editor, ki vam bo omogočil, da preklopite nazaj v star urevalnik. Vendar bo ta urevalnik imel podporo samo do leta 2021. Če so ti takšni videi všeč, te vabim, da se naročiš tudi na moj YouTube kanal in se vidimo naslednjič.